Opažam, da smo Slovenci zelo zanimiv narod. Zberejo nas predvsem uspehi, torej takrat, ko zlasti naši športniki zmagujejo, smo z njimi. Takrat se tudi otroci takoj priključijo določenemu športu, torej smo željni zmag. Ko nekomu ne uspeva, ga kar hitro pozabimo. Ko recimo na nekem tekmovanju ni več na zmagovalnih stopničkah, rečemo, aha, je že popustil in je slab. Seveda smo solidarni tudi v težkih trenutkih, ko recimo zboli nek otrok, se zbira pomoč. Takrat prispevamo evro, 5 evrov, 10 evrov za šibkejše, za reveže. Takrat se znamo zbrati in nas te zgodbe združijo. To smo že večkrat dokazali. Res pa, da smo pogosto precej privošljivi, znamo biti tudi razdiralni, nevošljivi, ljubosumni na uspehe in tudi, ko je nekdo dober, dodamo besedico že, ampak. In takrat se vsuje plaz slabega. Zelo nas je razdvojil virus, tako kot včasih partizani in domobranci, in vse pripovedi o teh dveh kategorijah ljudi. Tako nas je virus prav usodno razklal, cepljeni, necepljeni, maske, ne mask, omejitve, svoboda ali ne. Čeprav je zdravje tisto, ki bi nas moralo skrbeti in združevati, nas je to še kako razdelilo. Tako da bi rekla, da imamo veliko lepih lastnosti, tudi delavnost, predvsem tudi v tujini, kadar naši odhajajo v tujino, pa zmage znanstvenikov, to je premalo poudarjeno, vendar včasih se pa res pokažejo šibke lastnosti, zlasti v branljivih skupinah, ko je šlo za LGBT skupine, tujce, begunce, migrante, izbrisane. To so zgodbe, ki nam ne morejo biti v ponos.